se še, ko sem prišla na razgovor za delovno mesto v Ljubljano. Najprej seveda nisem gledala na številke v ulici in odtavala tam nekam daleč po Poljanski cesti. Potem prišla na Poljansko 12, sedela sem v sejni sobi in sem se rekla, sploh ne gledam nič okoli, sploh še ne predstavljam, kar bi bilo delati tukaj, ker si nisem hotela nekih graditi že nekih zgodb, preden sem potem sprejeta na to delovno mesto. Teh spominov je dosti, v tem je ravno smisel, se mi zdi, dela na filantropiji, da ves čas delamo na nekih spremembah, od tega, da smo pomagali na programu prostovoljstva številnim organizacijam, da so vzpostavljene svoj prostovoljski programi, so danes to rečemo vrhunske organizacije na področju prostovoljstva v Sloveniji, na primer Sopotniki so ena izmed takšnih, do tega, da določeni, ki so prihajali na naše usposabljanja in se takrat začeli učiti, prejemajo nazive kot najmentor prostovoljcev in so izjemi v tem. Kaj bi bil meni idealen s tem, kaj jaz delam na filantropiji. Vemo to, da imamo eno svojo kočo, kjer lahko delamo res neomejene tabore za te mladostnike, mlade brez spremstva, mlade migrante in tudi druge mlade prostovoljce in pomagamo, da še bolj osebnostno rastejo, postajajo še bolj samostojni. To bi bila meni tista sanjska stvar, ki si jo želim, da bi se na filantropiji enkrat zgodila. Če pomislim na kakršne koli druge načine, ker bi delala, imam tukaj, ker je v ozadju res tako močna organizacija, kot je filantropija, tako povezana z vsemi temi tudi mednarodnimi organizacijami, nacionalnimi organizacijami, drugimi organizacijami, res možnost kreirati neke spremembe, se odzivati na to, kaj se dogaja, ustvarjati nove programe, pomagati pri ustvarjanju novih programov in po drugi strani imam še vedno svobodo delati tudi tiste stvari, ki jih delam najraje, kot so mednarodne mladinske izmenjave.